pozdravljeni in dobrodošli v Kulturni center Letošnje srečanje Povitami. Nocoj imamo v gosteh gospoda dr. Andreja Rahtena, zgodovinarja, diplomata in zadnjih 5 let tudi veleposlanika na Dunaju. Lepo pozdravljen v naši sredi, hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Nocoj bo tudi predstavitev knjige, publikacije verjetno gospoda Rahtena od Majniške deklaracije do Habsburške detronizacije. Z našim gostom se bo pogovarjal zgodovinar dr. Renato Podbresič. Lepo pozdravljen. Predajem besedo, prosim. Hvala Franki za besedo. Dober večer vsem skupaj, spoštovani poslušalke in poslušalci. V veliko veselje mi je, da v naši sredi lahko pozdravim svojega nekdanjega kamerada za Univerzo v Ljubljani, s katerim sem preživela marsikakšen lep trenutek, nekdanjega slovenskega veleposlanika na Dunaju, ki je pred 2 mesecema zaključil svoj mandat, in pa verjetno najbolj perspektivnega zgodovinarja mlajše generacije slovenskih zgodovinarjev. Ja. Zdaj pa tako je, med nami bi posebej rad pozdravil vse vas, ampak dijake Slovenskega klasičnega liceja iz Gorice, smo veseli, da ste tukaj med nami. Posebej pa še gospoda Bonutija, nekdanjega veleposlanika v Vatikanu, sicer domačina, ki je pogosto tukaj, in pa gospoda Simona Ozvatiča, ki je predsednik oziroma direktor Celjske Mohorjeve družbe. Zakaj posebej njega? Ker je pred nami ta čudovita knjiga, ki jo je izdala Celjska Mohorjeva družba, in se mi je zdelo, da je v letu 1917 nekako se spodobi, da se to ob stoletnici spominjamo tudi v Gorici. Kajti knjiga, ki jo bomo danes predstavili, ampak današnji večer, veste, ne bo samo strogo suhoparno naštevanje podatkov, letnic in imen, ampak bo en tak sproščen pogovor, če hočete, med 2 zgodovinarjema, ki, ne bom me sram povedati, delita podobne poglede, če hočete podoben svetovni nazor, na prelomne dogodke pred 100 leti na širšem slovenskem ozemlju. Ampak verjamem, da bi znala biti stvar lahko dolgočasna. Zato bi za uvod predstavil današnjega sogovornika, avtorja te knjige, dr. Andreja Rahtena, ki je Celjan, je iz Celja, ima pa to dobro lastnost, da ima briko z ženo. Torej njegova žena prihaja iz Brd, je naša goriška rojakinja. Andrej je odličen poznavalec habsburške zgodovine, odličen poznavalec teh prelomnih dogodkov, ki so nas pripeljali iz habsburške v jugoslovanski okvir, in tudi avtor več monografij, več knjig, študiral je v Ljubljani, Celovcu, se izpolnjeval širše v avstrijskem prostoru, nemškem prostoru, tekoče govori nemško, pozna imenitno nemške vire, ne samo nemške vire, ampak tudi nemške vire, nemške arhive. Njegova dela so razgrabljena, so bestsellerji, kajti Andrej s tako tematiko, ki zna biti zelo dolgočasna, se zna pozabavati na lep način. Ima namreč izredno lep jezik, ko se izraža, ko piše, tako da ta knjiga res, da ima nekaj čez 300 strani, je lepo urejevana, ampak po drugi strani tudi za tistega, ki ni strokovnjak, ki sega po tej literaturi samo ob večerih, ob zimskih večerih, vam svetujem, da jo vzamete v roke, ker jo boste na dušek prebrali. Tak lep pregled, kaj se je dogajalo v tistih najbolj kritičnih letih med Prvo svetovno vojno do smrti cesarja Karla. Torej, danes bomo govorili o obdobju, nekje, če ga zamejimo z letnicami 1917 do 1922, če hočete čas našega zadnjega habsburškega vladarja, Karla I. Habsburškega, ki je nastopil na prestol leta 1916, 1918 ga moral zapustiti,
odšel potem 1922 v izgnanstvo, oziroma že prej, ampak 22 je umrl v izgnanstvu na portugalskem otoku Madeira in vse to opisuje ta knjiga. Se pravi, skoncentrirana je na teh približno 5 let, 1917, 1922, z uvodom, ki nas pripelje do tega leta in pa seveda s posledicami, ki jih je zapustila habsburška detronizacija in razpad nekdanje monarhije. Torej, vse to je v tej knjigi. Ampak ne bi rad, da bi govorili samo o tej knjigi, kajti Andrej Rahten, naš današnji gost, je poleg tega, da je dober zgodovinar, pa je zelo odličen zgodovinar, tudi človek diplomacije in visoke politike. Upam, da ne boste zamerili, ker se bova z Andrejem tikala, poznava še že več kot 25 let in bi izpadlo nekoliko preveč umetno, če bi se vikala. No, kot sem omenil, je bil veleposlanik na Dunaju, drugače pa je zaposlen zdaj na oddelku za kulturno zgodovino Slovenske akademije znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti in predava novejšo zgodovino na Univerzi v Mariboru, na tamkajšnji filozofski fakulteti. Bil je predtem pa tudi 5 let predavatelj zgodovine, novejše zgodovine na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, ki ima svoje prostore v Rožni dolini. Še dve bi stvari poudaril. Današnji dan je nekoliko simbolen, kajti prav danes mineva 101 leto, kar je umrl cesar Franc Jožef. In z njim je odšla dediščina naših novotov in nom. Nekoliko sem rekel profano, tako preveč mogoče ljudsko, ampak dejansko smrtjo cesarja Franca Jožefa nastopi neko novo obdobje. In tukaj pride Andrej današnji večer na ta oder. In druga stran, mislim, Andrej ne bo zameril, če povem, da naj je družilo že v času študija tudi zanimanje za zgodovino, ta srednjeevropski prostor, zanimanje za rodbino Habsburžanov, s katero je tudi Goriška, kot Krajinska, Štajerska in ostale slovenske dežele dolgo povezane. In ta ljubezen je ostala pri obeh, pri Andreju celo tako, da je hčerko poimenoval po Valeriji. Valerija je bila pa najljubša hčerka cesarja Franca Jožefa. Zdaj ne vem, to naključje ali to naključje. Ampak za uvod, Andrej, ti živiš v Ljubljani, da imaš eno dunajsko izkušnjo za sabo. Mi, navadni ljudje, vidimo veleposlanika na enem visokem političnem mestu, ki hodi po bogatih večerjah, pelje ženo na ples. Kaj pravzaprav dela veleposlanik na takem pomembnem mestu? Pravzaprav retorično vprašanje, a je Dunaj za Slovence še vedno posebno mesto, pomembno mesto? In kaj počneš, kaj si delal kot veleposlanik? Ja, dober večer vsem skupaj. Hvala Renatu za ta res prekrasno uvod. Res je, midva se poznava tako dolgo, kolikor je stara slovenska država. In res sem počaščen, da lahko danes tukaj predstavljam to knjigo v družbi z svojim nekdanjim sošolcem, s katerim smo res veliko dobrega in lepega doživeli v tistih časih, ki nam ponovadi najbolj ostane v življenju spominu, in to je seveda študentski čas, ki ima nek poseben čar. Kot drugo bi se rad zahvalil tudi svojim imenu še enkrat Celjskim Ohorjevi, Simonu, ki danes prišel kljub temu, da ima veliko obveznosti na knjižnem sejmu v Ljubljani, se nam je pridružil in smo res hvaležni celotni ekipi Celjskem Ohorjeve, da je to knjigo posvojila in jo vzela v svoj program. In nenazadnje, ker je danes zadnja predstavitev te knjige sploh, bi se zahvalil tudi mojemu asistentu, kolegu Antoničiču, ki je danes tudi tukaj z nami in je pomagal pri tehnični izvedbi te knjige in marsikatero breme, ki bi sicer me doletelo prevzel na svoja ramena. In če se sedaj posvetim tvojemu vprašanju, Renato, veleposlaniško mesto, in seveda imamo lepo naključje, da imamo danes tudi z nami še enega veleposlanika,
ki bo lahko potrdil, lahko pa tudi ne, moj vtis. Moj vtis seveda je, da to drži. Seveda je sestavni del delovanja enega veleposlanika tudi protokolarni del, ki je praviloma tudi tu pa tam, da je skako bogata večerja, to drži. Vendar seveda ne drži tisto, kar trdijo nekateri kritiki, ki jih tudi najdemo pogosto, predvsem pri nas v Sloveniji, druge na zahodu jih je manj, ki pravijo, da je pravzaprav naloga veleposlanikov samo, da pije koktejle. Citat je iz ene televizijske oddaje enega slovenskega dnevnika in seveda moram kar odkrito povedati, da gre za pretiravanje. Večina dela veleposlanika je posvečena analitičnemu delu, če seveda svoje delo upravlja resno, odgovorno. Je pa dejstvo, da če želiš pisati dobre analize, ki jih potem v obliki depeš pošiljaš v domovino na zunanje ministrstvo, moraš imeti odlično mrežo. Mrežo pa seveda spostaviš lahko samo z nekim družabnim delovanjem. In to gre na dva načina. Bodi si z tem, da se samo udeležuješ določenih prireditev in poskušaš dati nek pečat, ali pa jih samo organiziraš. Jaz sem poskušal iskati neko zlato srednjo pot in naj povem, da eden od vrhuncev tega delovanja je povezan s tem prostorom. Namreč pred 2 letoma smo skupaj s soprogo Polono organizirala praznik goriških češenj na Dunaju kot del našega nacionalnega sprejema ob našem državnem prazniku. In lahko vam povem, da smo zbrali tam 450 gostov v eni zelo ugledni dvorani na Dunaju, prišel je tudi briški župan in nekako lahko povem, da je to eden vrhuncev bil mojega delovanja in preko tovrstnih dogodkov, in to je odgovor na tvoje vprašanje, Renato, lahko največ narediš za promocijo svoje države, ki jo predstavljaš. Je pa, kot rečeno, seveda tisto, kar se od veleposlanika pričakuje, ne, da bo zdaj pravzaprav tam nek showman, ki bo se skozi kot nek party animal deloval, ampak da vendarle daje v domovino kredibilne, resne, zanimive informacije, na podlagi katerih se potem oblikuje zunanja politika Republike Slovenije. Zdaj vprašanje, ki ga nadaljujemo, kot zgodovinarja te sprašujem, ne toliko kot veleposlanika, visokega politika, zakaj je po 99 letih Dunaj še vedno pomembno mesto za Slovence? Vi Štajerci ste živeli pod Dunajem 600 let, mi Goričani nekoliko manj, dobrih 400 let, ampak kljub vsemu, zakaj je danes še to pomembno? Ja, to je zanimivo vprašanje, ki sem se ga tudi sam postavil, ko sem takrat jeseni 2013 odhajal na to postojanko. Pravilno je Renato ugotovil uvodoma, to je ena največjih slovenskih diplomatskih postojank v celotnem sistemu. Naš sistem je majhen, to veleposlanik Boruti lahko to potrdi. Slovenija ima relativno majhen diplomatski aparat, pa vendarle nekako se mi zdi, da v teh ključnih prestolnicah smo vedno vzdrževali eno zelo, bi rekel, ugledno prezenco. To velja tudi za Dunaj, seveda tudi za Rim, Sveti sedež in tako naprej. Ampak na Dunaju je pa še neka posebna okoliščina in to je tisto, kar je tudi mene vodilo pri mojem delovanju. Vendarle je bilo to mesto toliko stoletij tudi prestolnica Slovencev. In to ne glede na kateri delni deželi ali kronovini so živeli. To je bila prestolnica vse do leta 1918. Skratka, niti še 100 let ni minilo od pravzaprav razpada te države. Nekako se nam zdi, že se tako oddaljeno, niti 100 let ni mimo, zdaj bo drugo leto. Pa vendar lahko rečemo, da je to pustilo nek pečat tudi v naši miselnosti. In jasno je, da tukaj gre v prvi vrsti tudi za zaščito interesov slovenske manjšine na Koroškem in na Štajerskem. Na Štajerskem se večkrat pozablja, pa vendar imamo tudi na Štajerskem, na Srednjem Štajerskem Slovenci svojo manjšino. In to je tisti, bi rekel, primarni interes, ampak ne samo to. Jaz sem vedno poudaril, Dunaj je ostal metropola, najmanj v takšnem smislu, kot je nekoč že bila, oziroma nekako prehaja na pozicije tistega časa ponovno. Mislim, da bo leta 2020 po projekcijah Dunaj imel 2 milijona prebivalcev. Tisti, ki malce spremljate zgodovino
Habsburške monarhije, se boste spomnili verjetno, in Renato gotovo ta podatek ve, ker on je res, kar se tiče teh podatkov, pravi leksikov. Točno pred 100 leti je Dunaj že imel 2 milijona prebivalcev. S tem, da takrat bil seveda 6. največje mesto na svetu, zdaj je seveda situacija obrnjena, vemo, kako pač je demografija šla svoj pot, ampak hočem povedati to, Dunaj ostaja neka metropola, Dunaj je izjemno pomembno diplomatsko središče še vedno, ima kup mednarodnih organizacij, v Sloveniji imamo 1,5, na Dunaju jih je cirka 40 mednarodnih organizacij, ki imajo ta status. Da ne govorim o vseh drugih raznih predstavništvih, ki se tam nekako podajajo, pravzaprav se skozi iz rok v roke različne inštitucije, mednarodne korporacije in sedeži različnih agencij. Vse to je še do danes Dunaj. In ni naključje, da obstaja cirka 40-45 držav, ki pokrivajo Slovenijo iz Dunaja. Torej, da imajo svoje ambasade na Dunaju in potem nerezidenčno pokrivajo tudi Slovenijo. In jaz sem spoznal v teh letih kar nekaj kolegov, ki z velikim veseljem hodijo v Slovenijo in ki se jim zdi nekako naravno, da pokrivajo Slovenijo iz Dunaja. In to pove pravzaprav marsičem o tem tudi, kakšen je pomen tega mesta, o katerem pišem v tem kontekstu pred 100 leti. Knjiga, ki je pred nami, nekako je fokusirana vse začetek, lep del knjige, na letu 1917. V letu 1917, torej pred točno stoletjem, se je veliko stvari zgodilo. Majniška deklaracija, Krška deklaracija, potem velike bitke na Soči, konec koncev pridor pri Kobaridu, ki smo ga ravno, kar se spominjali, stoletnica, potem smrt Janeza Evangelista Kreka. Če izpostavim iz teh letnic, teh dogodkov pred stoletjem, kaj bi ti izpostavil? Kateri je po tvoje za slovenski prostor, za ta prostor, krajinski, goriški, štajerski, najpomembnejši dogodek v letu 1917? Mislim, da odgovor počiva v naslovu te knjige. Torej, Majniška deklaracija je definitivno nek akt neke povečane, poudarjene slovenske narodne samozavesti, ki je posledično potem v konsekvenci, ne takoj, ampak v knjigi je jasno razvidno, kako so te faze potekale, spremenil pravzaprav naše narodno bivanje v tem delu sveta. Deklaracija je v bistvu postavila neko izhodišče za neko drugačno slovensko narodno-politično delovanje. Ne toliko vsebinsko v začetni fazi, kar tudi poudarjam v tej knjigi in se mogoče ločim s tem ostalim kolegov, ki tudi vsebinsko nekako deklaracije pripisujejo nek fenomenalen, revolucionarni značaj. Jaz sem tukaj bolj zadržan. Vsebinsko deklaracija ni pomenila nič novega, če jo primerjamo z zahtevami Slovencev pred Prvo svetovno vojno, ko je šlo recimo za resolucijo Krajinskega deželnega zbora 1909 ob aneksiji Bosne in Hercegovine, ko zahtevajo slovenski poslanci v deželnem zboru na Krajinskem, da je treba povezati vse južnoslovanske dežele Habsburške monarhije v neko avtonomno celoto. Ne, vsebinsko je pravzaprav deklaracija še na tej liniji. Tisto, kar pa je razlika in tisto, kar pravzaprav dela to deklaracijo prelomno, je pa dinamika, ki jo zahtevajo glede izpolnjevanja svojih zahtev takrat poslanci združeni v Jugoslovanskem klubu na Dunaju. Če so pred Prvo svetovno vojno, ko se je zahtevalo združevanje južnoslovanskih ozemlja Habsburške monarhije, Slovenci razumeli, da to ne bo šlo čez noč in da to pač nek dolgoročni cilj, recimo takratni krajinski deželni glavar oziroma bodoči krajinski deželni glavar, takrat je bil samo vodja Vseslovenske stranke, Ivan Šusteršič pravi takrat, mi nekoč računamo, da dobimo to južnoslovansko tvorbo, ampak v stoletjih in še to ob nekih izrednih dogodkih. No, in tak izredni dogodek je bila Prva svetovna vojna, zato tudi dinamika, ki je izražena v Majniški deklaraciji, ne preseneča. Ja, se strinjam s tabo, ampak poglej, vsi okvirji,
v katerem Slovenci iščejo svojo narodno bit, uresničitev svojih, recimo, sanj, svoje avtonomije, svojih narodnih želja. Do globokega poletja 1918, ali vsaj do sredine poletja 1918, vidijo habsburški okvir. Torej, Slovenci vendarle ne grejo iz te svoje zvestove cesarjev, v tem primeru Habsburžanu Karlu I. Potem nastopi zunanji dejavnik, konec prve vojne, razpad monarhije in ukorakanje slovenskega naroda ne v celoti, iz prevorske pač tukaj ni bilo, razen tistih par dni države SHS jesen 1918, bolj na papirju kot de facto, ampak provokativno vprašanje, bi se naša zgodba 1918 lahko drugače končala? Bom drugače postavil vprašanje. Tukaj greva iz ozkih zgodovinskih okvirjev, kajti zgodovinarji nikoli nimamo, kaj bi bilo, če bi bilo. Ampak deva malo naše današnje poslušalke in poslušalce pozabavati, ali je bila kakšna druga alternativa, kot je bila na eni strani lepši izraz, vključitev slovenskega ozemlja večinsko v južnoslovansko državo in pa zahodni del, ki je bil strani Italije najprej okupiran, potem z Rapalsko pogodbo pa priključen k Kraljevini Italiji. Ja, to je seveda tudi ključno vprašanje, ki se ga lahko postavimo sedaj po 100 letih, ne da bi preveč posegali na našo, zgodovinarsko korektnost. Nisem noben privrženec if historija, ki jih imate v zadnjem času kar nekaj. Kaj bi bilo, če ne bi vam ga ustrelili v Sarajevo in tako naprej. To ne, ampak seveda lahko pa razmišljamo o tem, kaj pravzaprav je sploh takrat bilo možno narediti, kakor je lepo rekel Renato v tistem globokem poletju 1918. Zdaj izbira res ni bila, bi rekel, zelo bogata. Morate vedeti, da prvič, sama vojna je bila izredno napor. Predvsem za slovenski narod, ne govorim samo o izgubah na frontah, ampak govorim seveda tudi o neznosni lakoti, ki se danes pravzaprav po 100 letih težko predstavljamo, ki pa je bila takrat del vsakdanjika. Jaz sem celo bral pisma nekaterih vrhunskih slovenskih politikov med prvo svetovno vojno, kot je bil parlamentarec Franz Šuklje, ki je odšel takrat med vojno na Dunaj, ki je, kljub temu, da je bil prej neki zelo ugleden parlamentarca, z visokimi dohodki, ki je živel na precej visoki nogi, je trpel lakoto. Tam berete v pismo, prišel je moj sin iz Dolenjske me obiskati in smo se dobili na kosilo in je prinesel s sabo eno Kranjsko, ki smo si je razdelili na 6. In to je bil cela, bi rekel, kaj rečem, privilegija, da so kaj tako sploh imeli. Pa je bil to nekdanji poslanec in celo, to sem pozabil reči, predzadnji krajinski državni glava. Tako da, to je prvi element. Torej, moramo vedeti, prva svetovna vojna izjemno nekako postavi slovenski narod pred težke preizkušnje, čisto fizično. Drugo, kar je seveda te velike turbulence, ki se dogajajo v tej visoki politiki. Vam se zdaj v 4 letih zgosti v visoki politiki vse tisto, kar se je nabiralo v habsburški monarhiji, lahko rečemo mirno, nekje se tja od nastopa Franca Jožefa, 1849. Vse to se za časa Franca Jožefa sicer nabira, pa vendar nikoli ne eskalira do te mere, da bi prišlo do neke totalne radikalizacije in seveda najde potem neka rešitev. Strici so temu rekli Fort Wurstel. Obstaja tudi en srbski prevod Lakučem, te iste, bi rekel, koncepta. In to, bi rekel, to za časa Franca Jožefa nekako deluje in se premika naprej. In že takrat se pojavijo številni glasovi, ki pravijo, ma se ta država mora propasti, se to je neka anomalija, kako lahko neka monarhija
ustraja za takšno mnogonarodno strukturo, večkulturno, več religiozno, se to je nekaj nemogočega v dobi nacionalnih imperijev, tako rekoč. Čeprav, če gledamo na ta čas, noben od teh nacionalnih imperijev ni bil nacionalni imperij. Tudi Nemčija, ki se govori velika Nemčija, drugi Reich in tako naprej, se to ni bila nacionalna država. Ker pogledajte si, kdo se je živel v tej državi. Skratka, želim poudariti, da je pravzaprav že takrat bila neka pričakovanja, so se tako v tujini kot doma gojila, še zlasti, če berete recimo dnevnike aristokratov avstrijskih, ja, bližajo se težki časi, država bo razpadla. Ampak ni. Država ni razpadla, nasprotno, če gledate gospodarske kazalnike Habsburške monarhije na predvečer pred svetovne vojne, kaj boste ugotovili? Da je država v gospodarskem vzponu. Država ni v krizi. Dam tipični primer, proizvodna premoga. Po proizvodnji premoga je Avstro-Ogrska še vedno svetovna velesila. Je na drugem mestu. To je en tak tipični primer. Da ne govorim o tem, da tudi Avstro-Ogrska že izkorišča nafto v Galiciji. O tem imate v zadnjem času kar nekaj knjig. Skratka, je država, ki seveda se razvija, je pa res, je tudi država številnih kontrastov, raznolikosti. Tipični primer je narodni dohodek na prebivalca, ki je v spodnji Avstriji na Dunaju 240 kron, recimo, na Dalmaciji pa nekih 25-26 kron. Skratka, vidite, da gre za ene velike diskrepance že v tem. Drugo, kar je, ti kontrasti so se tudi vidni potem v narodnostni politiki. Nekako se z vsakim desetletjem vladavine Franca Jožefa se narodna politika monarhije radikalizira. Ne govorim samo o nemških nacionalcih, tudi češka politika je postavljena bolj radikalna. In jasno, da se to kulminira med prvo svetovno vojno. In seveda, vprašanje, ki se postavi, a je potem možno to zadevo zakrpati. In tu lahko povem dvoje. Prvo, tik pred prvo svetovno vojno se sproži nek proces ustavno-pravnih reformnih pobud. In celo uspe. Recimo v primeru Bukovine imate znameniti kompromis, ki deluje. Celo za Galicijo je sprejet kompromis, ki pa ga žal prekine prvo svetovno vojno in se ne izvaja. Skratka, je možno na neki osnovi neke avtonomije v krajev znotraj dežel, znotraj kronovin, že iskati neke rešitve. Ampak prva svetovna vojna to prekine. In sedaj prijete v obdobje, ko je naenkrat treba sedaj pa vendarle najti rešitev. Imate Majniško deklaracijo, nimate samo Majniško deklaracijo, da se razumemo Slovanskega kluba, imate tudi Češko, Trigaljevsko deklaracijo, imate tudi Poljsko deklaracijo, ki je neodvisno od tega sprejeta. Skratka, vse te sedaj programi zahtevajo takošno ukrepanje dinastije. In zdaj pridemo do dinastije. To je zdaj tisto, kar lahko mirno rečemo, dinastija ni izpolnila, pa ne glede na to, da kako nam je simpatična osebno zadnjega cesarja in vladarja Karla. Dejstvo je, da dinastija ni izpolnila pričakovanja. Pustimo, zakaj jih ni izpolnila. To je zdaj več razlogov. Eni pravijo, da je bil nesposoben vladar. Jaz se s tem ne strinjam. Če pogledate, tam notri je cesar Karl en izjemno sodoben vladar. Ne samo v protokolarnem smislu. Da je prekinil z večstoletnimi tradicijami, ki jih še Franc Jožef trmosto nekako zdrževal, jih je Karl vse reformiral. Recimo, še za Franca Jožefa so mogli ministri mu poročati, ko je to v fraku. Cesar Karl je to seveda nekako odpravil. Ali pa recimo, pri Franca Jožefa je bilo do minute natančno določeno, da ima do audiencu. Kolega Antoličič je uredil knjigo pred kratkim Franca Jožefa do dobe vega. Torej, do minute je bil njegov program izpolnjen, kdo lahko prije na audiencu. In seveda, to, kar je bila audienca pri Franca Jožefa, verjemite, to ni bil nek dialog, ko se zdaj mi na to tam pogovarjamo, če pa sem še malo dolg, se vem. Ampak to je bila v bistvu en odnos podložnik vladar, kjer je lahko podložnik samo na kratko sporočil vladarju, kaj ga teži. In potem je vladar ali ki je odgovoril, ali pa tudi nič. Pri Karlu je bila zadeva drugačna, demokratična. Karl je sprejemal politike in se z njimi pogovarjal, želel slišati njihovo mnenje.
njihove težave. Skratka, jaz se ne strinjam s to tezo, da je vsega kriv sedaj Karl, ampak dejstvo je, da okoliščine, ki so bile takrat v monarhiji, niso dopuščali, da bi se dalo kaj več iz tega narediti. In zdaj pridemo do odgovora na to vprašanje, kaj je če, kako če. Slovenska politika je imela tu vendar dve možnosti. To je tudi moja teza. Čeprav boste danes brali, ja, ni bilo druge možnosti, monarhija je bila pred razpadom, samo čim prej bo treba ven in to je bil Korošec idealen in Krek pa sploh, ki je takoj videl, kje je slovenska prihodnost. Ok. To je bila ena opcija. Druga opcija je bila opcija, ki je predstavljala krajinski žemljevar Ivan Šusteršič. Njega so potem demonizirali, po prvi svetovni vojni, češ, on je bil Avstrijakant, on ni več čutil to, kar narod želi in tako naprej. Ampak veste, Šusteršič je bil realni politik. Nikoli v zgodovini slovenskega naroda niste imeli politika, ki bi v svojih rokah zdrževal toliko politične moči, kot je Ivan Šusteršič do prve svetovne vojne. On je bil krajinski deželni glavar. Bil je vodja največje slovenske stranke vseh časov. Rečem direktno vseh časov. Govorimo o demokratičnih razmerah, ko so pač volitve. In vse slovenska ljudska stranka, ki je vodil Ivan Šusteršič, je imela na zadnjih volitvah v Habsburški monarhiji 1911 87% vseh mandatov v Dunajskem parlamentu. In če sedaj enkrat je Vasilij Melik, najnekdanji profesor, žal pokojni, narisal zemljevid zedinjene Slovenije, če jo gledamo z mandati poslancev vse slovenske ljudske stranke. In kaj bomo videli? Da je to edinkrat v zgodovini, da imajo Slovenci v enem parlamentu celotno zedinjeno Slovenijo predstavljeno. Od Trsta do Koroške. Ok, prek Murje posebna zgodba, v kateri piše tudi te knjigi. Ampak, hočem to povedati, ta Šusteršič je vodil tudi to stranko. Hkrati je pa vodil eno izjemno disciplinirano ekipo poslancev v Dunajskem parlamentu, ki je leta 1909 celo skoraj povzročila razpad avstrijske vlade, nemško-poljske koalicije. Za 5 glasov se je ta vlada obdržala. Za 5 glasov je Šusteršičev spodletelo, da bi vrgel vlado. Prvič v zgodovini Habsburške monarhije bi se to zgodilo, da bi neka vlada, ki jo je imenoval cesar, ne prostovoljno odstopila, ampak bi morala odstopiti zaradi moralnega pritiska. Ampak ta človek je potem, ko je prišel do prve svetovne vojne, iskal alternativo. In kaj je videl? Videl je, da obstaja nek Londonski pakt. Sicer, kakor veste, Londonski pakt ni bil takoj javn, to je bil seveda tajen dokument. V bistvu se je končno zvedeli, vse se je marsikaj govorili že vmes, kaj so vse Italijani dobili v zameno za vstop v vojno, ampak nekako, kakor veste, tisto končno verjo so dobili šele z razpadom carske Rusije in s tem, ko so bolševiki objavili vse te tajne dokumente, kako so temu rekli, tajne diplomacije. Pustimo, kaj so bolševiki se na ta naredili. Ampak dejstvo je, da ta Londonski pakt je vsaj Šusteršiča izjemno skrbel. On je točno vedel iz svojih predvojnih izkušenj, kaj točno Italijani želijo. Nazadnje je hodil vsako leto na počitnice v Toblah do Bjarkova. In tam seveda zelo dobro čutil, kaj se dogaja tam na oni strani meje. In seveda morate vedeti, da Šusteršič je to dobro ocenil, zato je bila ta opcija, ki je on rekel, ni treba Slovencem v tej fazi delovati radikalno, kot deluje Jugoslovanski klub na podlagi Majniške deklaracije. Ja, Majniška deklaracija kot cilj je krasna stvar, tudi jo je podpisal in tako naprej, ampak bodimo potrpežljivi. Kajti, če bomo sami pripomogli temu, da z neko radikalno politiko še mi rušimo to monarhijo, nas čaka samo razkosanje slovenskega narodnega prostora in jasno italijanska okupacija. In če berete časopisje tiste dobe, kaj vidite? Vidite, da sicer seveda tudi Korošec in njegova ekipa se boji, jo skrbi, kaj so italijanske ambicije, ampak Šusteršič zelo eksplicitno pove, če bo razpadla monarhija, je okupacija. Korošec tega nikoli ni jasno povedal. Peter brat se te njegove govore, on nikoli tega jasno ne pove, govori o nekih diplomatskih pojaznih in tako naprej, ampak
da bi tako eksplicitno postavil ali, out, tega nikoli ne redi. Tako da se izoblikujeta dve alternativi in tisto, kar ob koncu, ob razpadanju monarhije, ko je že jasno, da Jugoslavija bo, Šusteršič postavi kot alternativo Jugoslaviji izven Habsburške monarhije, so tako nezedinjene podunavske države. Kar nas je ni mogoče znano, kot del Evropske zveze narodov. To je ena serija člankov, ki jo Šusteršič objavi v svojem časniku, tik pred prevratom, kjer zagovarja torej ustanovitev neke zveze narodnih držav pod Habsburškim žezlom, kjer bi vsaka država imela lahko tudi svoje, torej vladarje in predsednike in tako naprej, odvisno, ampak po nekem vzoru na britanski Commonwealth naj bi bil na vrhu vendar Habsburški vladar. To je njegova alternativa, ki jo on predlaga, ki se pa takrat seveda vsi ostali odrekajo. Zanimivo je, tukaj smo na Primorskem, da je samo en politik še imel neko, bi rekel, alternativo, ki pa je seveda še manj podprta kot Šusteršičeva, in to je bil Henrik Thuma. Znameniti primorski politik, socialdemokrat, najprej liberalski, potem socialdemokrat, on je iz čist drugih izhodišč zagovarjal točno to, kar je zagovarjal Šusteršič. Ohranitev velikega podonavskega prostora. In tudi njemu se je zdelo pravzaprav škodljivo za slovenski narod, ker je bil tudi globoko septnjak, seveda ni bil samo socialdemokrat, da se sedaj na ruševinah te podonavske zgradbe, kakorkoli že imenujemo, samo zato, da se formira neka velika Jugoslavija, žrtvuje slovenski narod italijanskemu imperializmu. In vidite, tu je to, kar lahko si vendar dovoliva Renato kot zgodovinarja, da špekulira. In to bi dal piko. Dobro, če hočete Andreja bolj poslušati, za mlade velja, pejte v Maribor se pisati na univerzo, tam da boste vsak teden poslušali, je dober predavatelj, se to sami lahko vidite, ampak prvo še malo naprej, pa skoristno čas. Slovenci, zlasti Slovenci na Krajnskem, na Štajerskem pa na Goriškem in v Trstu, ne v taki meri, so veljali za zelo lojalne monarhiji in tudi Habsburški družini. Tukaj je imela, že prej smo povedali, cerkev močan vpliv preko Slovenske ljudske stranke. Cerkev na Krajnskem je v tistem času poosebljal škof Jeglič. Škof Jeglič je veljal za trdnega pristaša tako države, monarhije, kot tudi cesarja. Pred 2 letoma približno smo tukaj v teh prostorih predstavili njegov dnevnik, ki je imeniten zgodovinski vir in kaže te turbulentne čase skozi zapiske ljubljanskega škofa Antona Jegliča. Ampak škof Jeglič, velik avstrijakant, je pa bil tisti, ki se mu je na prvi pogled, lahko rečemo, mudilo iz te Avstrije v neko novo tvorbo. Sicer, kot vidimo kasneje, se je malo pokesal tega svojega hitenja. Ampak v knjigi opisuješ, pa daj nam povedati v par besedah, kakšna je bila vloga ljubljanskega škofa Jegliča pri tej spremembi državnopravnega okvira in združitve z Jugoslavijo posledično, oziroma kraljevino SHS, pozneje Jugoslavijo. Ja, Renato je zdaj pravzaprav nakazal drugo ključno vprašanje in to so bile seveda osebnosti, ki so odločale. Eno so bile seveda zgodovinske silnice, ki se je ni dalo izogniti, oziroma bi bilo potrebno koncept delovanja slovenske politike, pa se jim obrniti, govorim te prevladajoče, mainstream politike. In seveda to je vloga samega knezoškofa. Nalar sem porabil izraz knezoškof, ne samo škof, zato ker je pravzaprav Jeglič kot knezoškof imel nek poseben položaj. To ni bil samo cerkveni voditelj, ali pa bi rekel pastir. On je bil pravzaprav tudi po svoji funkciji član deželnega zbora na Krajnskem. In on je bil prvi knezoškof, ki je tudi vstopil v nek klub. Njegovi predhodniki so bili neutralni, medtem ko Jeglič je želel pokazati svojo privrženost katoliški narodni stranki in je vstopil v katoliški klub. Zato to želim podariti, ker da zelo jasno podarim, da je Jeglič bil en zelo politično misleč duhovnik
klerik. In kot tak tudi deloval. Seveda ne, da bi zdaj nastopil v deželnem zboru z nekimi dolgimi govori in tako naprej, daleč od tega, on se ni oglašal. Ampak dejstvo je, da on v vseh teh letih, od preloma stoletja, ko se je uveljavil na krajinski politični sceni, veljal za neke vrste vrhovnega arbitra znotraj največje slovenske stranke. In v dnevniku, ki ga je, kot rečeno, Celjska Mohorjeva izdala v znanstveno-kritični verziji, prvič, v zgodovini je res odličen pripomoček, vsakomor priporočam, boste najdeli en kup citatov, kjer Jeglič svetuje prvakom katoliške narodne stranke, kasnejše slovenske ljudske stranke, kako naj ravnajo v tem ali drugem trenutku, ali pa oni sami hodijo k njemu po nasvet. Tudi Šusteršič, Krek še najmanj, čeprav se ga zdaj izpostavlja v nekem drugem smislu, ampak Krek še najmanj. Krek dolgo časa ni imel stika z Jegličem, kajti Jeglič ima zelo slabo mnenje o Kreku. Ima tudi zelo slabo mnenje o Korošcu mimogrede. Ko sta leta 14 nekako prevzela vajeti parlamentarnega kluba na Dunaju po nekem napol puču proti Šusteršiču, zapiše Jeglič v dnevnik eno zelo težko obsodbo delovanja in Korošca in Kreka. Tako da je seveda po svoje neka tragedija, kar zadeva samega Šusteršiča, da je potem Jeglič sredi vojne vihre prestopil na stran Korošca in Kreka. In tu je ta odločilni dogodek. Dolgo časa Jeglič odlaša. Jeglič dolgo časa odlaša iz razlogov, ki jih je omenil seveda Renato. Morate se zavedati, da to je Knezov Škof, kot rečeno, to je bil eden redkih Slovencev, ki je imel direktni dostop do cesarja. Zdaj, pustimo to, da izkušnje, ki jih je imel Jeglič za Francem Mrškom, niso bile najbolj prijetne. Zakaj ne? Zato, ker na prelomu stoletja je v krajinskem deželnem zboru ena navadna koalicija, ki jo sestavljajo ustavoverni veleposestniki in pa slovenski liberalci pod vodstvom znamenitega slovenskega rodoljuba Ivana Tavčarja, ki mu ni bilo težko sodelovati z nemško stranko, samo da je držal, ker on temu rekel, pod kontrolo slovenskih terikalcev na Goja. In seveda, katoliški narodnjaki takrat niso imeli druge izbire, če so želeli prekiniti to koalicijo, oni so rekli nenaravno koalicijo slovenskih liberalcev, torej narodnjakov in ustavovernih veleposestnikov, kot da so začeli z obstrukcijo v krajinskem deželnem zboru. In ta obstrukcija je pravzaprav daleč prekusila naše predstave o tem, kaj danes gledamo v naših parlamentih tudi v Srednji Evropi. Namreč to je bila res ena zelo dinamična obstrukcija, ki je obsegala tudi, da so vmes prinesli inštrumente, v dvorano ni bila inštrumente poslanci, si metali papirje, se zmerjali in tako naprej. Samo pretepa še ni bilo, pretepa ni bilo. Ampak do te meje. No in seveda, to je zelo iritiralo Franca Jožefa. Zato je takrat na vrhuncu te obstrukcije, ker seveda si mislil, če je Knezov Škof šef te stranke, to je nek arbiter, a mora narediti red. In je seveda izpričano v dnevniku, zelo lepo, Jeglič je klical na zagovor, na Dunaj, k cesarju osebno, in da mora pojasniti, kaj se zdaj dogaja v krajinskem deželnem zboru, ki je bil 10 let prototip mirnega, stabilnega deželnega zbora, jasno, ker so bili terikalci kontrolirani, in seveda imamo lep zapis, kjer pravi, njegovo veličanstvo se je zelo razburilo, moral sem molčati, da jih še bolj ne razburim. Konec citata Jegliča. Skratka, ni šlo za neko veliko simpatijo do Franca Jožefa, šlo je za občutek dolžnosti duhovnika, ki je seveda zvest oblasti, posvetni oblasti, katera pač ostaja v nočni državi. Govori o legitimizmu. In tu je seveda, to je tisto, kar je Renato prej hotel podariti, to je tisto, kar je odlikovalo tudi seveda Jegliča. Ne glede na osebno odnos do cesarja. Predvsej bolj popularno, odkar božavno je bil Franc Ferdinand. Njega so tako kot oboževali slovenski katoliški narodnjaki, ker je bil predvsej bolj katoliško misleč, kot je bil Franc Jožef. Pa tudi imel raznih škandalov tipa Rudolf in Meyerling in tako naprej. Ampak seveda,
sedaj pridemo v čas, ko Franc Jožef umre, pred 101 letom, in nastopi cesar Karel. Če berete dnevnik, kaj pravi Jeglič, no, zdaj smo pa dobili spet po dolgem času enega zelo prijaznega vladarja, katoliško mislečega, zelo pobožnega, Jeglič celo našteva, kaj se je pravzaprav videl na tem novem vladarju. In res je neko presenečenje, da pravzaprav čez dobro leto, potem nastopu Jeglič začne spreminjati stališče. In to ni bilo lahko. Lahko si predstavljate, da je bil pod velikim pritiskom. Na eni strani radikalizacija gibanja, ki ga vodi pravzaprav duhovnik, Anton Korošec. Na drugi strani pa ta občutek zvestobe do dinastije. In odločitev ni bila lahka. 15. septembra 1917 je javno objavljena tako na ljubljanska izjava. En tudi reče Jegličeva izjava. Izjava je nastala v času, ko je kazalo, da majniško deklaracijsko gibanje že nekoliko pojenja. Nekako ni doseglo tega, kar so vsi njegovi tvorci zamislili. Torej, Korošec, Krek gredo do Jegliča in ga prosijo, ne on osebno nekako prevzame iniциатиvo, da bo še več prebivalstva podprlo deklaracijo. Jeglič to naredi nerad, ampak naredi. On čuti dobro, torej prosto so me, on celo nekje piše ne pismo svojemu škofovskemu kolegu, Sedeju, silili so me, da podpišem to izjavo. Zanimivo, to bi lahko zdaj knezo škofa silo na Krajinske, da nekaj podpiše, ampak on tako piše, silili so me, da podpišem in sem podpisal. Je pa res, da je bila ideja, da bi to izjavo, Jegličevo izjavo, podpisali tudi drugi škofi iz slovenskih dežel. Andrej Karlin, tržaško-koprski škof, je to bi pripravil narediti. Frančišek Boža Sedej pa ne. Torej, goriški metropolit ni želel podpisati te izjave iz razlogov, ki jih je spet nakazal Renato. Namreč, vendarle je treba vedeti, da je to v končni fazi pomeni revolucijo. In on želi v svoji deželi imeti mir, kakor je dan tudi v tej državi. In jasno, Jeglič je sprejel to odločitev, tu dalje je deklaracijsko gibanje bilo velik pospešek in na koncu Jeglič pravzaprav moral doživeti dvoje. S tem zaključujem ta del. Prvič, ko je začela monarhija dokončno razpadati, večina politikov niti ni zagovarjala več monarhije kot takšne, tudi ne jugoslovanske. Namreč govorilo se o republiki. Torej, je s tem, ko je rušil cesarja Avstrije, spodbujal republikansko gibanje. To je nekaj nenavadnega za Gnedo Škofa, tistem času govorim. In drugič, tudi sam je spoznal na eni točki, da je bila ta njegova podpora radikalnemu gibanju jugoslovanskega kluba pravzaprav voda na mlin temu, kar se je potem dogajalo na diplomatskem področju, kjer je seveda slovenski narod doživel eno, bi rekel, resnično tragično razkosanje. Koroški plebiscit, Rapalska pogodba. Danes samo dva najbolj drastična dokaza tega. In tisto, kar lahko preberete v dnevniku ponovno je, po vseh teh porazih, tragedijah, začne tudi Jeglič dvomiti, ali se je pravilno odločil. In notri dajem en primer, ker se mi zdi, da se vidi ta njegova razdvojenost in to obžalovanje na koncu. Namreč, ko umre kralj Peter I, ki je dolg časa v boleh in niti ni vodil države, vodil njegov sin, regent Aleksander, ga takratni pokrajinski namestnik Slovenije Ivan Hribar prosi, da bi dal na prižnicah brat neko oznanilo v čas novemu kralju in tako naprej. In veste, kaj je odgovori Jeglič? Mi ne bomo zlorabljali svetega kraja za takšne stvari. Zakaj? Zato, ker je bil kralj Peter razkolnik in drugič, ker je rušil Habsburško monarhijo še v času, ko ta sploh ni bila vojna. Večji dokaz,
neke vrste obžalovanja in vračanja legitimizmu težko najdemo. Odlično. Pred 3 leti, ob stoletnici začetka Prve svetovne vojne, si napisal imenitno knjigo Prestolonaslednikova smrt, kjer se pozabavaš z okoliščinami umora prestolonaslednika Franca Ferdinanda, nečaka sicer Franca Jožefa, bodočega cesarja, kot se je želelo, kot se je pričakovalo, kot je bil potem tudi pripravljen za prevzem tega, kjer analiziraš njega, njegov krog, njegove slovenske privržence, okoliščine njegove smrti, njegove zamisli o preurejanju države, ki pa jih tudi nadaljuješ v tej knjigi. Torej, zelo nakratko, monarhija je bila dualistična. Pri teh 10 in več narodov in narodnosti, ki so živeli v državi, sta bili dejansko samo 2 enakopravni ali bolj enakopravni, če rečemo Nemci in Madžari, Nemci in Ogri. Zato je država neka vrste konfederacija Avstrije in Ogrske. Po tvojem mnenju, to nakazuješ tudi v sami tej knjigi, kateri koncept bi bil za Slovence najbolj sprejemljiv v okoliščinah, to je retorično vprašanje, v okoliščinah obstanka države? Kateri je tisti najbolj realen našim položaju, sicer malo številčnemu narodu, Slovencev je bilo takrat 1 200 000 približno, ne? To je med manjše narode monarhije smo spadali. Ampak po tvojem mnenju, kateri je tisti, ki bi omogočal narodno preživetje v primeru, da bi država obstala? Ja, to je še eno tistih fantastičnih vprašanj. Ampak lahko vam, tudi vam kot publiki, in Renato je to tudi že prebral, omenim en primer, kjer imamo zelo lepo napisano neko vizijo slovenskih katoliških narodnjakov, govorim sedaj v tem primeru, kaj pravzaprav bi se dalo še narediti, če bi se vladar, dinastija, vladni krogi odločili za neko reformo v smeri slovenskih narodnih zahtev. Torej, če gremo čisto na koncu te zgodbe, leto 18, ko razpada monarhija, to je verjetno tvoje vprašanje, je treba vendarle vedeti, da vsi, tudi Šusteršič, ne nazadnje, zagovarjajo neke vrste povezovanje z Hrvati. Nimate nikogar, ki bi tam govoril o neki, ne vem, samoslovenski državi in tako naprej, kar mogoče včasih ki preberemo. Vsi se nekako zavedajo, da je dobro imeti neko povezavo tudi s Hrvati, vsaj v Istri, pa v Dalmaciji, ki takrat spada faktično pod avstrijske del monarhije. In recimo v koledarju Mohorjeve za leto 1919, ki je glede na tiskarske danosti bil dan tisk nekje konec poletja 18 in potem so ga začeli širiti okoli nekje začetku oktobra, tik pred razpadom monarhije. Imate noter en tekst, kjer zelo lepo opisuje, kaj si pravzaprav predstavljajo kot ideal takrat slovenskega narodnega bivanja znotraj še obstoječe države. In noter je govora o eni Jugoslaviji, ki bi imela zelo veliko močno pozicijo zaradi Jadranske obale. Slovenci, Hrvati bi pri tem ogromno pridobili, bili en močan pomorski narod. Na nas sem rekel en, ker takrat je že ta integralistična ideologija zelo močna. Govori se o slovensko-hrvaškem narodu, enem narodu. Ne se dela to tvar, takrat slovenska politika sama po sebi zagovarja to neke vrste zlivanje v en narod. Iz večjih razlogov danes nimamo časa vseh tukaj opisovati. In seveda, Jugoslavija, kot si jo takrat predstavljajo, je po predstavah teh katoliških narodnjakov možna in je za Slovence najbolj zaželena. Kaj je bilo v realnosti? Kaj bi bilo v realnosti, če bi bilo spet zelo nehvaležno ugibati? Tudi jaz osebno menim, da če bi že prišlo do kakve reforme Habsburške monarhije, ki bi bila v korist Slovencev, ne bi bila možna, če ne bi hkrati zadovoljili tudi narodnih zahtev Hrvatov.
Samo na ta način je bilo možno skonstruirati neko rešitev. In drugič, tudi ni bila možna, če ne bi pravzaprav bile, če uporabim izraz Janeza Evangelista Kreka, iz enega pogovora z Evinom Petom med vojno, če ne bi bilo nekih žrtev. Krek je rekel takrat, žrtve bodo morale biti. Kje pa bi bile te žrtve? Seveda, Krajinska gotovo ni bila ogrožena, Krajinska je bila etično homogena, cirka 5% Nemcev samo, to ni bil noben problem. Tudi Primorska se omenja v teh konceptih, Franca Ferdinanda se omenja njegov krog, se omenja kot del te, bi rekel, tvorbe, ki bi se lahko združila za Hrvati. Pri Štajerski in pri Koroški je pa že drugače. Tukaj je pa ta nemško-nacionalni sentiment predvsem bolj močan, pritiski nemško-nacionalnih strank in združenja cesarja so veliki in težko bi si bilo predstavljati, da bi cesar vse dobre volje se odločil za neko tovrstno, kaj rečem, radikalno priključevanje slovenskih ozemelj. Tako da realnost je seveda odstopala od tega, kar je bila zahteva slovenskih voditeljev, vendar tudi dam vedno za primer en zemljevid, ki v tej knjigi ni, je prejšnji, ki je imenil Renato. Veliko avstrijski krog Franca Ferdinanda, ki je zagovarjal takšno, bi rekel, trialistično rešitev, je dal ven tam leta 1909-1912, druga izdaja, neke zemljevide, trialistično urejene Habsburške monarhije, ki ima pač en avstrijski del, pa en ogrski del, pa eno, recimo temu Jugoslavijo. In k tem zemljevidom so bili dodali tudi specialni zemljevidi, Ergenzumskarte. In eno od teh nosi naziv, smo v letu 2012, Slovenije. Nimate administrativne enote takratni Avstriji, ki bi imela naziv Slovenija. To je bila samo želja Slovencev, da bi se imela Slovenija. In tudi kasneje v kraljevi Jugoslaviji nimate upravne enote, ki bi se formalno imela Slovenija. Imate Banovine in tako naprej, takšne in drugačne. Tukaj imate pa leta 1912 v veliko avstrijskem krogu, ki se napaja iz miselnosti Franca Ferdinanda in te reforme, zemljevid, kjer je Slovenija in kjer je Slovenija večja, kot je današnja Republika Slovenija. Še zlasti poudarjam, da je večja, ko gre za njen primorski del. To in še več piše v tej knjigi. Knjigo lahko s popustom dobite zunaj na desno, ko boste odhajali iz dvorane. Veljajo vzeti v roke, ampak Andrej, za konec, da nam bo ostala tako na suhem, pa preko damo poslušalcem še možnost kakšnega vprašanja, bi te pa vseeno še izval z enim zadnjim mojim vprašanjem. Govoril si o Slovenski ljudski stranki, o katoliškem gibanju, katoliški stranki, pozneje Slovenski ljudski stranki, vplivu duhovščine, škofa in tako naprej. Kaj pa slovenski liberalci? Pustimo socialdemokrate, ki so bili marginalni. Delavstva je bilo malo, socialdemokracija je bila močna v Trstu, na Štajerskem, ker je bila vpliv nemške socialdemokracije, ampak pustimo socialdemokrate. Dajmo reči nekaj še za konec o liberalcih, zlasti o njihovem prvaku Tavčarju, pa Hribarju, ki si je zelo prizadeval za pristop vključitev v Jugoslavijo in tisto južnoslovansko državo pod Karadžordžević je bil potem razočaran, ker pač ni dobil tistega, kar je hlepel, to je vsaj ministerske funkcije. Torej, kakšen je bil položaj liberalnega dela, manjšinskega v tistem času, izrazito manjšinskega liberalnega dela slovenskega prebivalstva in njihovih prvakov? Ja, to je zanimivo vprašanje, kajti v večini knjig, memoarov in drugih spominskih knjig, ki so išle po letu 18, boste skočno našli neko mantro, da je takrat bila slovenska politika super enotna. Torej, liberalci, klerikalci, pustite da pravim ta izraz, tako pač piše, vsi so bili enotni. Vsi so bili enotni, vsi so vedeli, da treba ven iz te gnile monarhije in tako naprej. In seveda človek se vpraša, ja, to pa je zanimivo, da dva politična pola, ki sta bila še par let nazaj na smrt skregana, spomnite se izrazov, kot je ločitev duhov,
krajinski boj, ki celo na Dunaju postane nek termin enega zelo ostrega političnega obračunavanja, ki je povezan prav za to obstrukcijo v krajinskih deželnih zborov, o kateri se prej govori, da se je mogel celo Kneza Škof-Jeglič zagovarjati pred samim cesarjem. Torej, človek se vpraša, vse te bi rekel, stari antagonizmi so sedaj naenkrat pozabljeni, vsi so za Jugoslavijo. To je, če berete stvari po letu 18. Zdaj zadeva bila predvsej bolj kompleksna, kot je to vedno. Res je ključno to, kar je rekel Renato. Liberalci so takrat sicer področenih funkcionarjih relativno poznani, Ivan Tavčar, kdo pa njega ne pozna, čeprav noben praktično danes ne ve, da je bil tudi politični lider, vsi ga poznamo bolj po Cvetju jeseni in tako naprej. Ivan Hribar, legendaren, eni pravi, največji ljubljanski župan vseh časov, vseh tisočletij in tako naprej. Nekaj je bilo takih liderjev, ki so imeli neko avtoriteto, karizmo. Ampak stranka kot takšna je bila pa na margini. Zakaj bila na margini? Zato, ker je Šusteršič uspel na prelomu stoletja, po tem dolgem boju z obstrukcijo, to stranko praktično zradirati z volilno reformo. Kaj ti je zanimivo, in tu prihajamo do enega paradoksa, danes bi človek rekel, in to mi je celo ena študentka enkrat dala zamisliti, ko sem še predaval na Univerzi v Novi Gorici, namreč malo sem pač razlagal o volilni reformi v Avstrijskem državnem zboru 1906-1907, kjer je bilo tudi s cesarjevo veliko podporo. Prvič v zgodovini je bila volilna pravica za vse moške enako. 1906-1907 ima Avstrijski državni zbor splošno in enako volilno pravico. Za moške, to poudarjam, čeprav vete Švico, kako dolgo so rabili, da so ženske dobili volilno pravico. Ampak hočem reči, ta element je zelo pomemben. Volilna reforma je razgajala pravzaprav dejstvo, da so liberalci bili njeni nasprotniki. In tu zdaj prihajam, ker sem jaz to pač predaval in sem seveda razlagal, da so bili krščanski socialci, katoliški narodnjaki, zagovorniki volilne reforme, in potem je študentka, ni škodega soteče, ker to pa stišel v osnovni šoli, jaz to razumem, in na gimnaziji verjetno, kakšne, ne vem, upam, da ne, ampak me vprašala, pa kako so lahko bili klerikalci za volilno reformo, liberalci so pa vendarle napredni, ampak pogledajte, v tem primeru je bila zadeva obrnjena in liberalci so takrat naprej na margini. Zato je seveda to, kar liberalci počnejo, prostite, v povezavi z jugoslovanskim gibanjem, ko gre za odnos do Dunaja minornega pomena. Že vse slovenska ljudska stranka, ki je res močen faktor, smo prerekli, 87% mandatov v Dunajskem parlamentu slovenskih ima, težko prodre gor na vrh. Imamo eno moralno Franca Ferdinanda, kjer pohvali vse slovensko ljudsko stranko in Šusteršiča, koliko so močni, se odlično obnašajo. Liberalcev ni. Zato imate pri liberalcih pač samo dve varianti. Ali tako kot Ivan Hribar, ki potem, ko ni bil četrti zapored za župana, potrjen strani cesarja, zameri cesarju, ker ga ni imenoval, zato toži klerikalce, pa mislim, če ste imeli, ampak bi to kriv neko naslednik Tavčar, ki ga je imeniral pri cesarju, dobro. Skratka, zameri pri cesarju in potem dela vse, da preko Rusije subverzivno deluje in dela na tem, da bo nekoč monarhija razpadla. Čeprav je še kot župan želel, da bi se en nadvobeda Habsburški preselil v Ljubljano, da bi tam imel svojo rezidenco in da bi Slovenci imeli še bolj radi Habsburžane in tako naprej. To je ena pot. Druga pot je pa Tavčar. Tavčar je takrat politik v svoji najbolj zreli dobi, da ne reče, že skoraj prezreli. Ta krajinski boj, kjer se je spostavil po teh izjemnih govorih v krajinskem deželnem zboru, kjer je, kakor on temu rekel, treniral klerikalce, je za njim. Je župan, spoštovana osebnost in on, veste, on niti nima neke svoje linije. On enostavno, ko vidi te glavne silnice, se temu pridružuje. In s tem tudi stranka. Recimo pri ljubljanski izjavi Kneza Škofa-Jegliča je Tavčar malo najprej v dilemi, a če bomo zdaj zraven iti tukaj, to je vendarle Škof, se veste Škof, pa liberalci, to ne gre. Ampak ko vidi, da Šusteršič podpiše, prav tudi Tavčar za tudi jaz podpisal. In sta oba na isti liniji. Skratka, Tavčar in stranka
nekako sledi mainstreamu politike, ki jo pa narekuje seveda Korošec in njegova ekipa, in tu ni nobenega dvoma. Liberalci imajo takrat sicer v Dunajskem parlamentu enega zelo dobrega govornika in tudi, bi rekel, zelo dinamičnega politika, Vladimirja Ravniharja, ki pa je freelancer, kako temu rečemo. Ne? On, dokler ne vstopi v gostovanski klub do 17, nima svojega kluba, ker liberalci so slovenski premalo in tudi nobenih noče vzeti svoj klub, teda on pol nekako, temu reče, gostuje pri češkem klubu. In dobi svoj klub šele za Korošce. Ko Korošec reče, da se ga vsi povezati, pa bomo zdaj vsi, skratka, nekih pobud liberalcev, ki bi vstopali od tega, ni. Je pa nekaj drugega. Ko je enkrat znano, da bo monarhija razpadla, postane liberalci največji zagovorniki monarhije Karadžordževićev. Nimate v začetni fazi v slovanske države večjih monarhistov, kot so slovenski liberalci. S tem bova končala. Vem, da si že utrujen, čaka še pot na Kranjsko, ampak kljub vsemu, ker te vsak dan ne moramo poslušati, pa srčno upam, da bomo še kdaj lahko poslušali v tem okolju ali kakšnem podobnem, verjetno in verjamem, da nam imaš še za ogromno zapovedati, bi pa prosil, da bi še kakšno vprašanje poslušalcev vzeli, ne? Tako da jim damo možnost, da te kaj povprašajo. Drugače pa še enkrat vzemite knjigo, to, ali pa še katero drugo. Andrej je napisal kar nekaj knjig, njegova doktorska dizertacija se dotika znanega politika Slovenske ljudske stranke, sicer koroškega rojaka, Janka Brejca, doktorja Janka Brejca, gre za politično biografijo te osebnosti, predtem, ko je Andrej obdelal malo manj poznane v slovenskem zgodovinopisju. Ne bom te pa spraševal, katere so potem tvoje naprej naslednje, verjetno spet nekaj povezano s tem avstrijskim habsburškim okvirom. Ampak dajmo zdaj poslušalcem možnost. Torej, vi ste rekli prej, da je Goriški nadškof sedaj ni podpisal deklaracije, medtem kot Ostroški je, ne? Ja. Torej, že to je malo svojevrstno. Torej, zakaj Goriški pravzaprav ni podpisal? Goriška nadškofija takrat je bila slovensko prebivalstvo verjetno bilo v večini. Poleg tega smo imeli furlane zraven, ki so spadali v Goriško nadškofijo, ki so bili zelo naklonjeni avstro-ogrski monarhiji. Ne vsi, ampak meni se zdi, da precej furlanov, mislim, vse te, ki so spadali takrat po ogrske, ker je bilo to meje, so spadali in so bili, jaz poznam nekaj primerov, so bili zelo radikalno usmerjeni za avstro-ogrsko in predvsem za Franca Jožefa. Torej, zakaj Goriški nadškof je imel te pomisleke, ne vem, kakšne pomisleke je imel, da ni podprl te deklaracije. Mislim, da je Andrej nakazal, ampak tukaj si dovolim, ker se poznava toliko časa, pa doskrat kaj debatirava, pa recimo, da sem Goričan, več momentov je pa dva bi izpostavil. En pomemben razlog je ta, da je nadškof sedaj študiral na Dunaju, v znamenitem zavodu Avguštinej, ki je bil kovnica velikega dela avstrijske visoke duhovščine. In on je bil tudi rektor tega zavoda eno leto. In vsakokratni rektor je bil tudi osebni spovednik vladarske habsburške rodbine. Torej je on intimno poznal rodbino Habsburžanov in tukaj izvira njegova navezanost na nje, osebna. Po drugi strani je pa, imamo tu nesrečo, da za razliko od Jegliča, ki je pisal dnevnik, in škofa Karlina, ki je bil potem izgnan iz Trsta 1919 in šel v Maribor, ki je tudi nekaj, ni dnevnika, ampak so zapiski, nadškof sedaj ni pustil praktično nič. Tukaj je več razlogov, tudi begunstvo, stična, prva vojna, Soška fronta in tako naprej, peripetije z italijanskimi fašističnimi oblasti po prvi vojni. Ampak vendarle obstajajo dokumenti, shranjeni pri nas, tukaj v Arhivijo de la Curia, nadškofijski arhiv v Gorici, ki kažejo, da ni podpisal zaradi tega, ker je dal izjavo
bila je tudi objavljena potem v nadškofijskem uradnem glasilu, ki je izhajalo v latinščini, Forium Periodicum, Archidioceus Goricensis, kjer napiše, jaz sem dušni pastir vseh vernikov, ki živijo v moji škofiji, ne bojo Slovenci, ki je do 2/3, Italijani, Fulani, Nemci, pa še kakšen se najde. Zaradi tega, torej tega večnarodnostnega momenta, katerega je Karlin presegel, in vdanosti, popolne vdanosti Habsburški monarhiji in posebej Velarske hiše. Jaz bi sam dopolnil vse to, kar je Renato povedal, moram reči, da je tudi zame ena krasna potrditev tega, kar piše v knjigi. Namreč v knjigi objavljam tudi eno pismo iz korespondence 7. septembra 1917 si pišeta. In sedaj odgovarja Jegliču. Točno to, kar je zdaj Renato na podlagi arhivskega gradiva tudi ugotovilo. Ja, dve stvari ne mota pri tej celi akciji. Prvo je, da se mi zdi, da so duhovniki na čelu tega gibanja preveč politično izpostavljeno in to ni v skladu s tem, kar Benedikt 15. od nas pričakuje. In drugič, točno to, s tem bom porušil mir v deželi med različnimi narodi. Iz teh dveh razlogov tega ne bom podpisal. In Jeglič je seveda vidno razočaran ob tem, ampak seveda razume pozicijo svojega kolega. Treba poudariti še to, da v tistem času je obstajala Ilirska cerkvena pokrajina, kot se je temu reklo, metropolija. In da je bil škof Jeglič, kot se zdi čudno, je bil podrejen nad škofom Sedej. Torej, v cerkvenem smislu od 1830 do konca prve vojne, pa še malo čez, je bila Ljubljana v cerkvenem smislu podrejena Gorici. Torej, neposredno predpostavljeni škofu Jegliču je bil Goriški nadškof Sedej. To pa tudi nekaj pove. Zakaj je bilo mnenje Sedeja tako pomembno? Samo kratko vprašanje. Kako so vplivale Wilsonove točke na slovenski politični vrh v tistem času? So sploh prešle? So bile tako neke vrste detonacije ali pa enostavno jih niso dojeli, percepirali? Ja, pravzaprav se opravičujem, ker nisem Wilsona omenil že v teh svojih intervencijah v pogovoru, ampak bi bil še pogovor še daljši in bi šli jutri zjutraj domov. Ampak želim samo eno stvar poudariti. Ko sem raziskoval delovanje Jugoslovanskega kluba v Dunajskem parlamentu in si šel tudi, mislim, da prvič po Felixu Bistru, torej prvič po nekih 20-25 letih, si pogledati arhiv Jugoslovanskega kluba, ki se nahaja v Arhivu Republike Slovenije v Ljubljani, sem naletel notri na en prevod Wilsonovih tez v nemščino. Zgoraj desno je pa podpis Korošec s svinčnikom za pisavo, kot je imate tudi ne, ker to je namreč njegova pisava z svinčnikom, ne, Korošca osebno. Kar pomeni, da je Korošec ne samo, da je slišal za te, ampak jih je tudi prebral v jeziku, ki ga on razumel, ker ti Korošec ni znal angleško. Ker je zelo malo ljudi, ki so znali angleško v tej slovenski eliti. In Korošec je definitivno poznal. To lahko sklepamo na podlagi tega bistva Wilsonovih tez. In celo več. Dejstvo je, da se po tej eni fazi začnejo slovenski poslanci na Dunaju množično skicovati na tako pravico narodu do samoodločbe. Vendar poudarjamo, tukaj že vidimo, da je eno, kaj v resnici mislil Wilson za svojo zahtevo po pravici narodu do samoodločbe. Drugo je pa tisto, kar so si predstavljali slovenski poslanci takrat v Dunajskem parlamentu, še zlasti tisti, ki so bili malce bolj kaj ne rečem, se je malce bolj nudilo iz Habsburške monarhije. Tukaj gre za razliko. Wilson dolgo časa praktično, vse skoraj do konca vojne, ni razmišljal o razbitju Habsburške monarhije. To, kar on pojmuje kot pravica do samoodločbe, pomeni več avtonomije, predvsem na gospodarskem področju.
On ni imel nobenega namena rušiti Habsburške monarhije, razlogov je bilo več. Prvič, videl je v Habsburški monarhiji nek faktor evropskega ravnotežja, drugič, Wilson ni bil vezan na Londonski pakt, to se pozablja, ne? Edina velesila na Pariški mirovni konferenci, ki ni bila vezana na Londonski pakt, so bili Američani. In tega ne smemo pozabiti. Torej, edini, ki od teh glavnih akterjev, in Wilson je bil glavni akter na Pariški konferenci, žal ne edini, ampak glavni akter, ki ne spoštuje Londonskega pakta, je Wilson. Tako da lahko si mislite, da je z tega vidika bil Wilson potem najbolj popularni slovenski, bi rekel, neke vrste zaščitnik ob koncu Prve svetovne vojne in potem tudi na sami Pariški mirovni konferenci. In ne nazadnje, eden od udeležencev Pariške mirovne konference slovenskega rodu, Ivan Šregl, je poimenoval svojo posest na gorju pri Bledu, Grimšče, Wilsonija. To vam pove vse. Obstaja samo še ena Wilsonija v Ameriki, ampak tem da je drugič. Že pred temi dogodki je bil na Dunaju program Zedinjenja Slovenije. A ob teh dogodkih razpada monarhije ni bilo nobenega politika, ki bi takrat razen tega jugoslovanskega izhoda iz monarhije zagovarjal tudi program Zedinjenja Slovenije. Ja, to je eno vprašanje, na katerega sem za en slovenski tednik odgovarjal pred kakimi par meseci. Točno to vprašanje smo največ postavili, ker se veliko se špekulira v določenih krogih, pozabili so pa na Zedinjenje Slovenijo in tam so bili gotovo tudi rodoljubi, ki so razlagali o Zedinjenju Sloveniji, niso pa hoteli Jugoslavije. Ta teza je sicer simpatična, ampak ne odgovarja realnemu stanju na terenu, tako rečem, zelo operativno. Zakaj? Prvič, omenil sem čisto vsi od Šusteršiča do Korosa, od Kreka do Tavčarja so zagovarjali neko jugoslovansko tvorbo. Čisto vsi. Drugič, Zedinjena Slovenija se ne izključuje, oziroma ni alternativa temu, kar si predstavljajo takratni slovenski lideri kot reformo Habsburške monarhije. Kajte, če pogledamo natančne zemljevide, ki naj bi nastali na podlagi teh idej, in Anton Korošec je dajal takrat ene intervjuje, mislim za mađarski časopis Budapešti Hirlap, je dal intervju, kjer je natančno orisal, kjer vse dežele bi sodile v to Jugoslavijo v okviru Habsburške monarhije. Na veliko, bi rekel, žalost mađarskega novinarja je omenil tudi Prekmurje, pa Medmurje, pa ne vem kaj še vse, pa ni koridor gor do Slovaške, vse to. In seveda, če bi nastala ta Jugoslavija, skladno z Majniško deklaracijo, bi bila hkrati v njej tudi vsebovana Zedinjena Slovenija. In to ni šlo za alternativo, ampak je Zedinjena Slovenija bila že vsebovana v tej zgodbi. Nihče ne omenja eksplicitno, razen nekaj izjem. Izjema je, in eni pravi, da to bolj apokrifnega izvora, mogoče ja, mogoče ne vem, skratka, če berete spomine Gaberca, to je bil en novinar v redakciji Šusteršičevega glasila, on pravi, da so bili v redakciji vsi presenečeni, ko je Šusteršič prinesel v redakcijo tik pred razpadom monarhije, on pravi silno dolg telegram osebno od cesarja Karla, kjer nam cesar Karl obljublja Zedinjeno Slovenijo. Kaj je bilo to mišljeno? Ne bi rekel Zedinjena Slovenija v tistem izvornem konceptu takrat, ampak neke vrste priznanje, da si Slovenci v skladu z oktobrskim manifestom, ki ga je cesar Karl izdal, tudi zaslužijo neko narodno telo, vendar seveda jasno v povezavi z ostalimi južnimi Slovani. Samo, če manj nadaljujem, nekateri politiki, ki so bili zelo aktivni v tem jugoslovanskem vprašanju in pri združevanju Srbov, so zelo hitro po teh korakih bili razočarani s to, kar Đorđe in s statusom Slovenije v tej monarhiji. Ja, tu lahko samo rečem, to je zgodovinsko dejstvo in tukaj se loči pravzaprav neke vrste kratkoročni pogled na slovensko prihodnost, kot je
izhajajo iz delovanja Kreka in Korošca, in neka, bi rekel, širša vizija, ki jo je zagovarjal Šusteršič. In zgodovinsko dejstvo je spet, da je ta širša vizija na koncu nekako po spletu zgodovinskih okoliščin končala na smetišču zgodovine. Če ni dodatnih vprašanj, bi se nocojšnjim gostom iskreno zahvalila za izredno zanimiv večer. Hvala tudi vsem vam, da ste se odzvali našemu vabilu. To je knjiga, tako kot je povedal dr. Renato, je na razpolago, če koga zanima, danes po znižani ceni. Naslednje srečanje pod Limpami bo 5. decembra, ko bo večer posvečen spominu na monsinjorja Klinca. Rudolfa Klinca, ja. Torej, hvala lepa vsem, tako kot običajno, mi se ostavimo ob kapljici Gojškega vina, da lahko še malo poklepetamo. Lepo vabljeni, da se ostavite v naši sredi, drugače pa vsem želim prijeten večer še naprej. Hvala lepa.